Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Še zadnji opomnik pred našim dogodkom, ki se bo zgodil 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači. Naslov dogodka je Veličastnih 7 in slovenska borzna pomlad, recept za modro investiranje. Poglobili se bomo v domači borzni trg, kje so priložnosti za male vlagatelje, potem bomo pogledali trgovalne platforme in inovacije, kaj prinaša slovenskim vlagateljem in na zadnjem panelu bomo odgovorili na 7 vročih vprašanj, ki bodo oblikovala naslednje desetletje. Vabljeni, da se nam pridružite. Ja, gremo k današnji epizodi. Tokrat se bomo pogovarjali z Andražem Grahkom o sanjskih zaslužkih. Pred tedni sem na družbenih omrežjih TikTok, predvsem TikTok in Instagram zasledila kar nekaj mladenk, ki ponujajo sanjske zaslužke. Nekaj so tudi z Blažem Hribarjem že omenila te sanjske zaslužke po 1000 evrov na dan. Vprašali smo se, kako je to mogoče, kdo so te punce, kdo je v ozadju, kaj se dogaja, gre morda za novo denarno verigo, ki je v Sloveniji prepovedana. Po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, naj bi bilo v tej ekipi, ki propagirajo produkt tega podjetja, že okrog 320 posameznikov. Zgodba se širi viralno, pripravljajo se lični videi, ki v bistvu nagovarjajo ljudi v smislu, zakaj bi sploh še hodili v službo od 9 do 5, če lahko enostavno za trgovanjem služimo lepe denarje, da nam pač ni treba hoditi v službo in da lahko lepo potujemo po svetu. Skratka, preverili smo, kaj se dogaja, preverili smo tudi pri ustreznih regulatorjih oziroma organih pregona, če lahko tako rečem, tako da smo dobili tudi že neke odzive. Agencija za trg vrednostnih papirjev se je na naša poizvedovanje relativno hitro odzvala z opozorilom, ki so ga objavili na spletni strani a-tvp.si. Povezavo bom dala tudi v opisu epizode. Skratka, ATVP opozarja na finančne prevare na družbenih omrežjih, govorijo o influencerjih, ki s svojimi objavami nagovarjajo predvsem mlade, ki si želijo na lahek in hiter način zaslužiti veliko denarja z različnimi naložbami v različne finančne sheme, delnice, ETF-e. Tukaj konkretno gre predvsem za investiranje v kriptovalute in pa tudi Forex. Tako da policija se je tudi odzvala, imamo izjavo kriminalista Martina Romiha, ki pa ne komentira konkretnega primera, ampak na splošno predstavi, kakšne so razlike med denarnimi verigami in mrežnim marketingom. Pogledala smo tudi konkretno, kaj pomeni, če ponuješ nek izobraževalni produkt. Preverili smo, a je dovoljeno v Sloveniji tudi ponujati AI robota oziroma AI investiranje, kako je z dajanjem tako imenovanih signalov, se pravi konkretnih v bistvu naložbenih namigov, ali to lahko počnemo, kdo to lahko počne. Skratka, kar precej pestra, zanimiva epizoda je pred nami. Andraž Grahak bo seveda s svojimi sočnimi komentarji tudi dodal malce k sočnosti te epizode. Mimogrede, objavila sem tudi članek o teh super enkratnih priložnostih, ki jih ponujajo ti vplivneži na Bloomberg Adri. Povezavo do tega članka bom objavila v opisu te epizode. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Preverimo, kaj se dogaja. Andraž, zdravo. Živijo. A greva poslušati mladenko, ki bo povedala, kako je zaslužila 1000 evrov. Samo sekundo. Te zanima, kako sem lahko zaslužila 1000 evrov včeraj na danes? To je slika mojega kriptoportfolija en mesec nazaj. To je slika mojega kriptoportfolija prejšnji teden. To je slika mojega kriptoportfolija danes. Samo danes. To je nauk te zgodbe. Torej zaslužimo samo pasivno. To pomeni, da ne delaš nič za to, ne daš nič časa, nič truda, nič dela in naj vse to namesto tebe dela tvoj AI. Če si iz Slovenije in ne služiš vsaj 1000 evrov iz svojega telefona, je tale video za tebe. Moje ime je Nina, stara sem 26 let in že lani od aprila služim dodatno iz svojega telefona. In naj ti pokažem kako. Prvo sem potrebovala, da sem najdla eno platformo, iz katere sem se vse lepo naučila. Našla sem tudi osebo, ki me je vodila skozi vse in pa ki se ukvarja s tem že več let. In pa ki za njo to tudi deluje in mi je pomagala začeti.
Kot vidiš, imajo že nekateri po parih dnevih oziroma po parih tednih v ekipi izjemne rezultate, medtem ko še pred enim mesecem niso imeli pojma o ničemer. Verjetno, da samo 1% ljudi na svetu ve, da se nam bo čez 18 dni spremenila življenja. Zakaj? Ker se bo zgodil Bitcoin halving. To se zgodi na vsake 4 leta, ki res povzroči tisti bull run. To povzroči, da bo veliko ljudi zaslužili veliko denarja, kot smo jaz ali pa ti. Jaz in moja ekipa smo že do zdaj z kriptovalutami krdo zaslužili, ampak za tebe še ni prepozno. Ok, evo, tole je bil za uvod nekaj njihovih izjav. Sicer tudi imajo še nekaj izjave v smislu, da zakaj bi hodil v službo, prejemal minimalno plačo, če lahko v bistvu iz telefona, pravijo, da one služijo iz telefona, ne s pomočjo telefona, ampak kar iz telefona. Tako da to je to, Andraž, kaj praviš na to? Boš ti služil iz telefona? Svet je lep, vse se dogaja iz telefona, ne? Vse, kar rabiš, je telefon in to je nova pot do bogatstva, očitno. Ne? Ma ne, pa se dejansko res, jaz tudi večkrat rečem, da vse počnem pač s pomočjo telefona, a ne? Se pravi, tudi trgujem, prodajam, kupujem, plačujem, praktično vse. Telefon je danes postal naša denarnica, ne? Naš broker, naš banka, vse je tlele gor, ne? Tako da... Mislim, če za vse tiste, ki niste mojega prikritega cinizma v tem zaznali, se še enkrat upravičujem, ampak ne gre se za to, da pač se uporablja telefon, ampak dejstvo je to, da je pač telefon ratal okno v svet za vse žive neumnosti na tem svetu, ne? In pač ne vem, kaj ne jaz rečem. Ne? Meni osebno jaz nikoli v življenju ne bi pač, ne vem, me to spodbudilo k temu, da bi zdaj neko direktno sporočilo nekomu poslal. Ja, kako pa se to naredi, a ne, k uni risanki o Pipi in Melki, da nič lažjega, pojdi z mano, a ne. A veš, mislim, tako približno mi tole deluje, malka je napravljica, a ne, v resnici, a ne. Tako da, pač ja, to smo že videli prej, mislim, te bom rekel, da mogoče sam pristop, kako se nagovarja, mogoče malo drugačen, malo se rima, nič iz isto, kar smo videli v preteklosti, mogoče ali pa kar smo bili vajeni, ampak ta neka zgodba, pridi z mano in spremenil ti bom tvoje življenje, to se je že 100-krat zgodila, se mi zdi, v neki taki ali pa drugačni obliki. V glavnem, ker je preveč dober, da bi bilo res, sem seveda poslala vprašanja na Agencijo za trg vrednostnih papirjev, na policijo, na tržni inšpektorat in na finančno upravo, ker me je zanimalo, kako oni gledajo na vse skupaj. ATVP se je v bistvu relativno kar hitro odzval z opozorilom na finančne prevare na družbenih omrežjih. Mislim, da je bilo to v zelo hitrem času so se odzvali, tako da tukaj so tudi objavili obvestilo na svoji spletni strani, ker ATVP opozarja na finančne prevare na družbenih omrežjih, tukaj omenjajo mlade vplivneže, influencerje, predvsem na TikToku in Instagramu, ki ponujajo različne te sheme. Influencerji s svojimi objavami, ki so praviloma viralne, nagovarjajo predvsem mlade, ki se želijo hitro in na lahek način zaslužiti veliko denarja z naložbami v različne finančne sheme, delnice, ETF-e, predvsem tukaj govorimo pa o kriptovalutah, pa seveda Forexu. To pogosto tudi podkrepijo z posnetki svojega razkošnega življenja, promoviranjem svojih velikih zaslužkov, kar smo videli, tukaj je moj portfelj samo včeraj, danes, ne vem, v glavnem je kar precej zrasel, oziroma pokazali slikco, ki na puščica kaže navzgor, ne? To je tudi enostavno zelo ponarediti tako. Samo še sekundo, da pogledam, tukaj bi na tem mestu, mogoče bi pa vsem, Andraž, nama zavrtela še en posnetek. Pogovarjala sem se tudi z kriminalistom, kriminalističnim inšpektorjem Martinom Romihom, ki je specialist oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Poglejva njegovo izjavo. Ja, sigurno, mladi se angažirajo iz več razlogov. Glaven je ta, da si želijo pač na hitro povečati obseg svojega premoženja. Zdaj tukaj se jim nekateri lahko dejansko v to verjamejo, ne? Spet drugi pa lahko vsaj slutijo oziroma vedo, da gre za neko, da rečem, neobičajno prakso, ampak kljub temu jih morda neka obljuba po nekem donosu ali pa neko plačilo
premami. Gotovo pa, da je lepo videti na družbenih omrežjih neke slike nekih mladih ljudi, ki so lepi, poleg tega uspešni, pa še premožni, pa pokažejo tudi svoj lep način, stil življenja, kjer pač srkajo neko dobro pijačo nekje pod palmami, spredje pa pesek, pa sinje modro morje. Ne? Ampak to je v glavnem pač predstava za ljudi, ki si želijo biti v njihovi koži, pri čemer tudi oni sami, ti promotorji, niso nujno vsi v taki koži. Ne? Ja, se mi zdi, da je to tako zelo lepo povzel. Pogosto je temu namreč, tako kot je rekel kriminalist. Ključno vprašanje, ki sem se ga jaz postavila, ko sem zasledila te mlade punce, sem se vprašala, pa kaj one za vraga sploh promovirajo. Ne? Zdaj, zanimivo je to, da v teh videoposnetkih one v bistvu niti ne izpostavljajo pač konkretno platformo ali pa podjetje, za katerega pač delajo. Ampak relativno hitro, s parimi kliki, v bistvu odkrijemo, da propagirajo v bistvu platformo podjetja iGenius Global, ki se je prej imenoval Kuvera Global in je v lasti ameriške delniške družbe InvestView. InvestView je delniška družba, gre za relativno majhno podjetje, mislim, da s 40 milijonsko tržno kapitalizacijo. Zanimiva pa je tudi v bistvu delnica podjetja, ki kotira trenutno pri $0,0178 za delnico. Lahko si tudi recimo pogledamo, kako izgleda sama delnica na grafu. View Stock Price, to je delnica podjetja. Dajmo sam pogledati, v bistvu je kar zanimiva ta delnica oziroma gibanje tega tečaja. Andraž, kako ti v bistvu kot strokovnjak, kot borznik, kot upravljalec premoženja, ko vidiš recimo eno tako delnico, kaj si v bistvu misliš vsem skupaj? Kaj si mislim? Ne vem, če si mogoče obrnila okrog zaslon, ker to bi moglo rast, ne pa padati dol, da se malo pohecam, a veš, ne, tako da ne vem, če je kdo gledal in mislim, da je nek mim, ne, ki je spet ne vem, pač neko poslovno okolje in tam so neke opice, ki vodijo stvari, in pač graf kaže navzdol in kritična situacija in pride na opice in ga samo obrne nazaj gor, ne, mislim, obrne ga, pač ne kaže več puščica dol, ampak ga samo malo zamakne, pa kaže gor. Prej bilo tako, zdaj ga pa tako obrnil. No. Glavno, malo se hecam spet. Mislim, to je spet neko podjetje, kotira tam na unih pink sheetsih, se temu reče, to sploh ni organiziran trg v končni fazi. Če se jaz kot take stvari vidim, se malo spomnim na Bernieja Madoffa, pa recimo serijo na Netflixu, ki smo jo gledali. Bernie Madoff je začel kot neke vrste računovodja, ki je v bistvu v zelo zgodnih časih, ki v bistvu še ni bilo elektronskega trgovanja, tam neki se preganjal za temi pink sheetsi, kjer pa v bistvu so kotacije za delnice bile še praktično, ne vem, malo manj, da ne v časopisu, ni bilo to organiziran trg. No. In tam si je ustvaril neko svojo začetno premoženje in že takrat je malo čuden vse skupaj laufal. Je res, da je pol kvazi ugleden gospod Rato, ampak na koncu je skazal, da te velike obljube tega, kako stalno, sistematično se na nek, ne vem, dolgi rok lahko služi neke nadpovprečne donose. Enostavno te stvari se ne izidejo na koncu. Tudi če mogoče, jaz tudi lahko, recimo, dam primer, če hočem jaz pokazati, kako sem iz 500 evrov jih naredil 5000, pač lahko na paper tradingu probavam 3 dni ujeti, par premikov in en mi bo že ratal in enega bom pač posnel, se noben ne ve, da je to na paper tradingu bilo narejeno. Tako da v bistvu to ni tako težko narediti. Tudi dejansko bi lahko, če bi bil to knor, se lahko tudi igral, lahko tudi dejansko po 500 evrov noter metal, ampak težava je to, da vse te strategije, kakršne koli že so in kakršne koli jih obljubljajo, kapoli zmeru, vse res neki v zadju, vse oni niso tako slabi, pa ne vem, kva že vse živo gor dol. Težava teh hudiča je to, da te stvari niso
skalabilne ponavadi, to pomeni, kaj več ljudi in se nekaj več zneska obrača, je to itak popolnoma nemogoče. Niso vzdržne na dolgi rok, torej funkcionira lahko nek kratko obdobje, tlih tok, da je folk mal nor in da vse to kupno, po domač povedan. Na dolgi rok pa ponavadi, kot bi temu rekel, gravitacija silnic trga to vse odplav v kanalizacijo in odtok, jaz temu rečem. Ne? In pač tako je, tako da čez x let pač bomo videli, kakšen bo tež časa, pa kje vse ti milijarderji pod palmama, kako že točno. Ja. No, v glavnem pa ta zgodba se je začela že kar pred nekaj leti, začela se je z Cuvera Global, tako da zanimivo je to, da sem zasledila tudi zasledila sem opozorila belgijskih, španskih in francoskih regulatorjev iz leta 2019, ker so v bistvu opozorili na potencialno denarno piramido v primeru Cuvera Global. Zapisali so, da Cuvera preko spletne strani cuveraglobal.com belgijskim potrošnikom ponuja orodja in usposabljanja, ki naj bi jim pomagala pri trgovanju s forex produkti, virtualnimi valutami in delnicami. Prek teh orodij naj bi uporabniki dobili dostop do investicijskega svetovanja. Cuvera targetira predvsem mlade, poleg tega podjetje svojim članom ponuja provizije, ki se večajo z rekrutiranjem novih članov. Zelo, zelo podoben poslovni model ima tudi iGenius Global, se pravi, ki se je preimenoval iz Cuvere v iGenius Global. Spet imamo nek global moment tukaj, glede na to, da te mladenke propagirajo bogat življenjski slog, pa je tudi zanimiva sama lokacija podjetja, tako iGenius Global kot InvestView, ki pa je vse prej kot v bistvu razkošna, pričakoval bi, da je eno tako uspešno podjetje, ki kotira na borzi, tudi v nekem finančnem središču, ali ne, Andraž? Tukaj je toliko stvari, ki jih na koncu rečeš, ker nimajo nobenega smisla. Prva stvar, ki je, da je to pač tako, kot si ti rekla. Ponavadi večje pač uveljavljene družbe, sploh finančne, so nekje v nekem finančnem središču. Kakšen bo rekel, jo se ni nujno, lahko bi pa tudi ne bi bile. Ja, se strinjam. Ampak tukaj je ključna stvar je transparentnost, poročanje, odprtost, preverljivost, kaj se dogaja. Nobena finančna družba ne bi šla tržiti ali pa najela za promocijo nekoga, ki ne bi nikoli v teku tega promocije ali trženja ne omenjal imena te finančne družbe. To je že tako malo smešno, ker finančne družbe se vedno izpostavljajo kot neke zaupanja vredne blagovne znamke in ravno blagovna znamka je garancija za neko zaupanje, za neki. In tukaj v bistvu je sploh ni, v resnici. Tukaj je nek oseben odnos. Pridi z mano in ti bom jaz razložil, kako samo tebi pokažem, kako je ta skrita blagovna znamka dostopna samo tebi, torej neka intimno, ko bi rekel, secret sauce, skrita začimba, skrita v bistvu neka omaka, ki se tam pripravi nek temni kleti spet. In samo tebi je v bistvu dana na voljo, da boš ti obogatel. In to v bistvu nima nobenega smisla, zato ker je skregan za vsako poslovno logiko v bistvu organizacij, ker finančne organizacije, ko rade velike, se morajo licencirati, morajo dobiti dovoljenja, nadzirane so, takoj, ko se dotaknejo več denarja vlagateljev, recimo ponovadi so tam karkoli nad 100 milijonov sredstev, to je že vse mora biti licencirano ali pa karkoli, če malo poenostavimo. In tukaj tega sploh ni videti, iskreno. Ja, v konkretnem primeru iGenius Global, oni pišejo, da so itak v bistvu da ponuje neko izobraževalno platformo, kar bomo pa v nadaljevanju tudi videli, in da v bistvu že zaradi tega v bistvu ne sodijo pod nadzor SEC-a, prav tako pa naj ne bi ponujali nekih avtomatskega trgovanja oziroma nekih orodij, se pravi AI orodij, robotov in tako dalje. To so na spletni strani izrecno napisali, celo z rdečo so to obarvali. A se lahko tukaj mečkam stava, to, kar ti trdiš, to, da ti nekaj z rdečo obarvaš, da ne drži, da se v bistvu trudiš toliko zanikati nekaj, je že sam po sebi sumljivo, izjemno sumljivo. To nekako napeljuje na to, da točno to počneš, ker tisti notorični lažnivci skozi poudarjajo, jaz nisem to. In to je že skoraj pravilo, da to je nekaj smrdi tukaj. Zdaj greva pa poslušati izjavo, kako v bistvu AI robot v bistvu dela
namesto teh punc in kako one lepo služijo na račun tega. Samo sekundo. In pa, ker sem začela na Elite paketu, sem dobila v paketu robota, ki trguje na mesto mene. Se pravi, sem svoj denar povezala z AI robotom in on trguje medtem, ko tudi jaz spim. Se pravi, imam veliko različnih virov zaslužka. In vse to sem si ustvarila iz ene platforme. Ja, ko tukaj govorijo veliko virov zaslužka, omenjajo na TikToku celo 7 virov zaslužka, pri čemer pa ne omenjajo tudi zaslužke iz mrežnega marketinga. Zdaj, ko smo pri tem famoznem AI robotu, takole, te vrhunski rezultati, ki jih dosegajo te mlade punce, so seveda po zaslugi tega AI robota, ki ga ponuja v sklopu te izobraževalne platforme v Elite paketu, tako kot je punca povedala, ta iGenius Global. Oni so pa povezali svoj račun z podjetjem oziroma z AI robotom, ki se imenuje iz podjetja Endotech. To sem neuradno izvedela od teh promotorjev pravzaprav. Zdaj, Endotechu sem tudi pisala, tudi iGeniusu Global sem pisala za odziv, odgovore pa pač še nisem dobila. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, tako si ti prej povedal, ker je bilo z rdečo označeno, da je to malo sumljivo, da se nekaj z rdečo označi. Zdaj, tukaj je pa tudi ATVP, Agencija za trg vrednostnih papirjev, bila zelo jasna. Robo svetovanje za trgovanje s finančnimi inštrumenti je dovoljeno samo pod pogojem, da ga opravlja oseba z dovoljenjem nadzornega organa. Zdaj, ali ta Endotech ima dovoljenje nadzornega organa, pač jaz mislim, da ga nima. Na ATVP-ju še nisem dobila informacije od njih. Tudi sam Endotech se ni javil, da bi potrdil ali pa zanikal to. So pa povedali, kje v bistvu nimajo dovoljenja, recimo omenjajo neke obskurne države, kot so, ne vem, Iran, Irak in podobno. Tudi Belgijo so tukaj konkretno izpostavili. Zanimivo je pa tudi to, če gremo direktno na njihovo spletno stran, v bistvu kot retail investor, kot mali vlagatelj, ne moremo v bistvu investirati direktno preko tega AI robota, ne moremo se niti registrirati. Ja, rabiš biti v bistvu institucionalni vlagatelj, se pravi, mislim, da je minimalni znesek, ki ga navajajo 50.000 evrov. Tako da tukaj se sprašujem, ali je prišlo do nekakšnega obvoda, se pravi, da preko iGenius Global pa tudi ta Endotech ponuja robo svetovanje oziroma robo AI robota. Kako je to možno? Ja, tukaj še enkrat, tukaj toliko rdečih luči gori, da ne samo rdeče luči, to že gozd gori v zadju. Če naredimo korak nazaj, eno je, da je sam, dajmo sploh predpostavljati, da denar pride do Endotecha, ker sej v osnovi niti ne vemo, ali pride denar do Endotecha, ker tam bi lahko marsikaj ljudem kazali, neke dashboarde in tako da jaz bi se vprašal, zakaj moram posredno prek nekoga tretjega odpreti račun pri nekemu ponudniku. To je zelo nenavadno. Se veste, da se računi neposredno odprejo pri brokerju pa pri ponudniku. In seveda tak ponudnik mora imeti dovoljenje, ne samo licenco, da dela, kar dela, neke nadzorne inštitucije v državi, kjer je pač ustanovljen, ampak mora imeti predvsem tudi dovoljenje za trženje prebivalstvu ali pa profesionalnim vlagateljem, vse čisto vsem v Sloveniji. Zdaj pa Endotech, kot jaz razumem, jaz nisem šel gledati zdaj v globino, ampak malo sem spogledal, ne bi bila izraelska družba, tako da v bistvu tukaj je veliko vprašanje, ali tukaj kakršnakoli sploh dovoljenje obstaja za trženje v Evropski uniji, pa kako ne bi se to dogajalo. Zagotovo pa ponujajo upravljanje z premoženjem, z pač nekim avtomatiziranim AI trgovanjem, ki ne bi pač z različnimi nekimi prijemi stalno služil denar. In jaz mislim, da vse, kar se tukaj ponuja, če se ponuja Endotechove, kot temu rekel, produkte, se jih ponuja na nepravilen način in ni tukaj bilo priglašeno nobeno trženje, ne nič. Mislim, to je zame osebno evidentno. Zdaj, verjamem pa, da je možno, da Endotech sploh nič ne ve o tem, da se karkoli prodaja. To pa mene osebno ne bi nič presenetilo. Mislim, mene osebno.
Pisala sem direktno te ustanoviteljici oziroma soustanoviteljici, tako da odgovora nisem dobila, sem pa ene par drugih zanimivih stvari odkrila, ko sem in iskala, kdo so šefi iGenius Global, kdo so šefi Endoteka, kdo so razni Anthony Napolitano in podobno, ki ne bi bili mentori tem puncam tukaj, ki ne bi bil mentor puncam v Sloveniji. A greva mogoče kar naprej, Andraž, da ne bomo potem predolgi, gremo poslušati zanimiva izjava, tudi kako dobivajo direktno naložbene namige preko tega izobraževalnega kanala. Dobili smo nov kanal, ki je namenjen samo članom z Elite paketom. V ta kanal traderji pošiljajo trade ideje za meme coine in čeprav je tale kanal zaštartal nekje pred parimi tedni, so izkupički že takšni. Mind-blowing, swear to God. Če mi to danes večer napišeš na Instagram kripto seznam, ti pošljem 3 kovance, v katere se splača investirati in v katerem sem jaz dobila največ profita. Slednji teden še dobimo pa 10 kovancev, v katere se splača investirati pred halvingom. In verjam, tega nočeš zamuditi. Se pravi, moj nasvet letos za tebe je, investiraj v prave coine, glej zraven in se uči, kaj delaš, in pa napiš mi na Instagram, da ti pri vsem tem pomagam. In pa ni za kaj. Ja, evo, Andraž, zdaj sva slišala, kako v bistvu lahko zaslužijo oziroma kako v bistvu niti ne rabiš spremljati, vedeti nič o teh coinih, pač enostavno preko nekega kanala dobijo neke signale in potem samo prekopirajo, kaj morajo narediti in tako služijo denar. Poleg, se pravi, izobraževanj, poleg mentorstva, ki ga tudi sama punca omenja, klič mene, jaz te bom peljala skozi celotni sistem, poleg ugodnih počitnic, ki jih tudi seveda dobijo pa tudi te izobraževalne vsakodnevne namige, kaj kupiti tako na kripto, kot tudi na borzi in na valutnem trgu. Zdaj, mogoče bi pa tukaj vsem, preden bova midva se pogovarjala, pogledala, kaj o tem altruizmu pravi tudi kriminalist. Zelo malo je ljudi, ki bi bili toliko sposobni v znanju financ, pa hkrati toliko altruistični, da bi bili pripravljeni delati za druge ljudi. Ne? Se pravi, najbolj altruistično bitje so morda, ne vem, naši starši, ki nam pomagajo pri vzgoji otrok, da tako rečem, ne. Medtem ko v finančnem svetu pa taka zgodba ne vzdrži. Ne. Se pravi, nekdo, ki dejansko, če bi našel možnost vir nekega recimo enormnega zaslužka, bi v prvi vrsti to možnost porabil zase, pa potem za svoje bližnje. Ni realno pričakovati, da bo nekdo odkril neko zlato jamo, pa takoj celemu svetu povedal za njo, dajmo tam investirati. To je realna možnost. Ne? Tako da, evo, to je povedal kriminalist Romih o tem altruizmu. Jaz se spomnim tega altruizma tudi še, ko je bila zgodba financa s Forexu, takrat so bili zelo altruistični strokovnjaki, ki so bili locirani v Panami in so v bistvu fiktivno prikazovali res bajne donose. Ampak, a lahko sam še, Andraž, pogledava, kaj je povedal ATVP na to temo, na temo dajanja nekih signalov, namigov za nakupe. Se pravi, tudi za prodajanje naložbenih namigov, če se ti nanašajo na trgovanje s finančnimi inštrumenti po zakonu o trgu finančnih inštrumentov in uredbe o zlorabi trga, potrebuje pač kdorkoli že, tisti, ki podaja te naložbene namige, dovoljenje nadzornega organa. Potem pravi, da tudi kaj sploh je naložbeno priporočilo. Naložbeno priporočilo pomeni informacije, dajanje informacij namenjene distribucijskim potem za širjenje informacij ali javnosti, s katerimi se eksplicitno ali implicitno priporoča ali predlaga naložbena strategija glede enega ali več finančnih inštrumentov ali izdajateljev, vključno z vsakim mnenjem o sedanji ali prihodnji vrednosti ali ceni takšnih inštrumentov. ATVP zdaj, v glavnem zanimivo je to, da je ta punca še celo rekla, pozvala vse, pišite mi na Instagram, da želite pač namige, jaz vam bom poslala 3 kriptocoine, s katerimi sem jaz zaslužila zelo veliko denarja.
Kaj se ti misliš, Andraž, o teh konkretnih namigih? Mi recimo konkretno na Moneyhubu se izogibamo temu, da bi dajali konkretne naložbene namige, vidimo pa, da se beremo in gledamo lahko tudi po televiziji, da drugi pa v bistvu kar lepo dajajo tudi kakšne namige. Ne vem, kaj se ti misliš o tem? To je tako, malo tako, kot v Jezus tam, ki je na križu rekel, kao, če odpusti in sej ne vedo, kaj delajo, to so eni pa vedo, kaj delajo. In zdaj tukaj, kjer se propagirajo te naložbeni namigi, je sej samo ena enostavna matematika. Vpraša se, od koga gre denar k komu. Potem je pa čisto vse jasno, zakaj se ti naložbeni namigi pač dajejo. Zato, ker, tako kot si sama povedala, tukaj je že v osnovi, bom tako rekel, cel nek sistem, kako je organiziran pristop do neukega mladega človeka in kako mu spulti denar. In s tem seveda rabiš neke naložbene namige, da bo on obogatel, ker če ne se denar ne bo mobiliziral. In potem gre ta denar v to multi-level marketing schemo, ki si jo pač ti omenjala, in tam noter seveda so vsi tisti, ki sodelujejo, nagovarjajo, da bojo dali te naložbene namige, nagrajeni z pridobivanjem novih članov, ki spet isto počnejo. In se vsi znajdejo v bistvu v enem kultu služenja denarja na podlagi nečesa, kar oni mislijo, da deluje, pa mislim, da je jasen, da pač na dolgi rok ne bo delovalo, sam oni so sveto prepričani, da to drži. Tako da v bistvu tukaj je to neka, ne vem, raketa, ki jo je en pržgal in ki samo še v luft gre. Sploh jo ne moreš ustaviti, to je pač, bom rekel, ta norost močna. Dejansko je potrebno imeti kar nekaj finančnih vložkov, da v bistvu sploh vstopaš v to ekipo. Pravijo sicer te mladi, da ponujajo neko finančno opismenjevanje, da ta platforma ponuja neke video izobraževalne vsebine, ampak takšno izobraževanje je kar precej zasoljeno. Za ta elit paket, o katerem smo danes že slišali, cena tega elit paketa je 1400 evrov v enkratnem znesku. Potem imamo še premium paket 550 evrov in pa najcenejši paket je 260 evrov. V vseh primerih pa je potrebno plačevati 162 evrov mesečne naročnine. 162 evrov na mesec plačuješ za vse te namige, ki jih dobiš, plus za pač AI robota, ki ga dobiš samo v elit paketu. Tudi zelo pušajo ta elit paket, ker od tega tudi one same največ dobijo. Mogoče saj še to za informacije, to smo tudi neuradno zvedali, da ti v bistvu lahko sploh uporabljaš ta AI robot, je treba plačati oziroma položiti 1100 evrov. Se pravi, če vzamemo elit paket 1400 evrov, pa AI robota 1100 evrov, smo že zapravili 2500 evrov, plus mesečno ročnino moramo plačati 162 evrov, pa niti centa še nismo investirali. Imamo pa zelo, zelo drag izobraževalni produkt. Absolutno. Najbolj srečna oseba je tist, ki prejema plačila od vseh teh uprost. Useful idiots je pač izraz, ki plačujejo te neumnosti. Je pa res, da na koncu je pa tako, da tudi te, ki vstopijo noter, ugotovijo, da lahko prepričajo druge in pol sami ratejo del sistema. In na koncu v bistvu se sprašuješ, koliko sploh denarja v resnici pride do nekega računa, kjer se sploh investira, ker se večina sam za neke, nadomestila, subscriptione, vstopne stroške namen, ki poganjajo samega sebe. In mislim, da sem tudi nekaj gledal, neke informacije o tej ameriški družbi, ki smo jo prej omenjali, mislim, da ima neka nenormalna izplačila za neke promocije in ne vem kaj. Tako da to je v bistvu ena kvazi piramida, multilevel schema, ker noben živ bog ne ve, koliko denarja na koncu sploh pride na nek individualen kapitalski račun stranke. Pa kdo je tukaj sploh stranka, se na koncu sprašujem, ker me zanima, koliko je tistih, ki samo plačujejo subscription in ne tržijo tega tudi drugim, torej samo uporabljajo dejanske storitve. In mislim, da je ravno v tem štos, da v bistvu, če v bistvu se produkt zgubi in se ga sploh ne uporablja in je vse v resnici samo nek element denarne verige, pol
pol je, mislim, da dokaj jasno, da kle v osnovi sploh produkt nikogar ne zanima, ampak sam koliko lahko povlečeš, da onboardaš maksimalno novih, ko bi rekel, vernikov. To mislim, da je glavni štos. Ločnica med denarno verigo pa multilevel je včasih zelo taka tanka, pa tudi v bistvu moraš počakati, da se sesuje, da v bistvu lahko z gotovostjo rečeš, aha, to je bila pa denarna veriga. To smo imeli v preteklih letih, kar nekaj takih primerov, Financas Forex je bil eden tak primer, v Nike, ali cel kup primerov je bilo, kjer v bistvu nisi mogel, lahko si rekel, da kaže elemente denarne verige, ampak nisi mogel reči za gotovostjo, ja, to pa je denarna veriga. O tem bomo potem, kako se ločita, je razložil tudi kriminalist, ampak preden greva naprej na to, bi pa vsem radi se dotaknila ene zadeve, ki me je tudi zanimiva, ne samo to, da ti plačaš toliko denarja tej firmi, za to izobraževalno platformo, ki ti ponuja še marsikaj drugega, ampak ti firma celo da neki denarja, kapitala, zato da boš sam investiral. Poslušaj tole, Andraž. Pa še ena zgodba uspeha, na katero sem zelo, zelo ponosna, je tale punca, ki je pravkar presegla fazo 2 na funded accountu, kar pomeni, da je pravkar prejela od podjetja visok kapital, na katerem lahko zdaj sama trguje in vse, kar naredi na tem kapitalu, je 80% njenega, 20% pa gre nazaj podjetju. No, kaj boš povedal, Andraž? Tle, ker denar talajo. Ja, iskreno povedano, moj občutek je, ker probam sploh to razvozlati, ker je tako nesmiselno vse skupaj, da probam predpostavljati, kje so se te punce zmotile, sploh pri tem, kar razlagajo, ker po mojem mnenju ne vejo točno, o čem govorijo, ker to, da bo nek funded account, da ti bo nekdo dal kapital, zato da bo pol spet 20% od tega, kar sem zaslužil nazaj, vzel, mislim, come on, no, a resno, ali kaj, to tako funkcionira. Jaz pridem do sklada, pa sem ful dobra stranka, imam mal denarja, pa kar naenkrat oni meni denar dajo. Se predstavljate, da družba za upravljanje meni da denar, zato da bo potem od denarja, ki ga je ona meni dala, 20% od dobičkov si odrezala. Sej, to funkcionira samo v enem primeru, če je to čisti monopoli mani. Tako, ni druge, ker nič niso dali, tudi nič ne bojo vzeli, je čisto vse. No? Tako da to bi bila edina moja racionalna razlaga tega. Dopuščam pa, da so se punce zmotile in da sploh ne znajo točno interpretirati teh produktov. Še to, kar tržijo, ne znajo točno interpretirati mogoče natančno. Ne? To bi bila tudi ena izmed možnosti. Ne? Recimo. Ja, lahko pa da je to res, da ti kar dajo denar. V tem primeru bi pa rekel, da je monopoli mani, ker nisem še doživel, da bi finančna inštitucija kar nekaj dala, neki stranki, nek kapital. Kle imaš kapital, zdaj pa ti delaj. A veš, pridi, ne, oziroma bom tako rekel. Kle imaš kapital, ampak hkrati ti pa dajo signale. Ja, seveda. A ne, pa še AI robot dela za tebe. To je samaritanska oaza, ne? Pač skrbijo za to, da ljudi iz bede dvignejo ven, ne? Pridejo, sicer pustimo malenkost, da moraš tam ene par jurjev prej nakazati pa plačati, ampak polka si to naredil, te pa dvignejo iz bede ven, ti oni dajo kapital, ker verjamejo v tebe, a veš, ti dajo, ne, in potem ti dobiš signale, ko vsi delujejo, nič ne gre mimo, vse deluje in pol začneš služiti in potem si že milijonar in pol, ker so oni iz tebe naredili milijonarja, so tako skromni, da si samo 20% od tega dobička odrežejo. Lej, jaz mislim, da je to nekaj neverjetnega, to bo svet spremenil po mojem. Veš, kva sva pozabila povedati, pri tismo AI robotu od Endoteka, da ti 50% dobička vzamejo ustvarjenega. Ja, ampak Marja, to velja, če greš ti direktno prek Endotekove spletne strani. Ja, to je res, in se tam noter prijaviš. Tukaj, ne vem, kaj tukaj, ker tukaj ni nič razloženo, nikjer ni pogojev splošnih, nikjer ni kaj sploh produkt, kaj ti kupaš točno, to je sploh brand, da se ne trži, to je vse skupaj ena Potemkinova vas, no. To je tako, vsak si mal po svoje zmišljuje in interpretira, kaj sploh prodaja. No. Sam važen je, da denar otvrči in pol neki to talajo po nekem ključu, no. Iskreno povem. Pa še ta ključ se lahko jutri spremeni, po mojem mnenju. No. Ok, a greva zdaj mogoče, tukaj ATVP je dal še zelo jasno mnenje o tem, kdo lahko daje finančni nasvet.
Naložbene nasvete za trgovanje s finančnimi inštrumenti lahko podajajo samo borzni posredniki z dovoljenjem ATVP, ki so v pogodbenem razmerju z borzno-posredniško družbo ali banko z dovoljenjem za upravljanje investicijskih storitev in poslov, so jasni, bili na ATVP-ju. Osebe, ki nastopajo v tovrstnih objavah, nimajo dovoljenja ATVP-ja za podajanje osebnih priporočil glede sklenitve poslov s finančnimi inštrumenti, prav tako nimajo ustreznega znanja za podajanje naložbenih priporočil, pri čemer so tudi na ATVP-ju povedali, da borzni posredniki načeloma ne privabljajo strank z objavami na družbenih omrežjih, niti se ne hvalijo s svojimi zaslužki. Še to mogoče, če influencer trdi, da ima kakršnokoli potrdilo ali dovoljenje, to preverite pri izdajatelju potrdila ali dovoljenja, načeloma pa tega ne počnejo oziroma se sklicujejo, načeloma te influencerji v bistvu jaz nisem še slišala, da bi nekdo rekel, da ima iGenius Global oziroma njihovo podjetje, ki ga ne imenujejo v svojih objavah, da ima dovoljenje regulatorja. Se pa je ena punca izpostavila, da delajo za platformo, ki je v lasti borzne družbe. Tako da one potem že zaradi tega, ker je pač v lasti neke borzne družbe, ne morejo lagati. Se to bova pol poslušala še to izjavo. Mogoče še kaj je naložbeno priporočilo? To sva pa tudi že povedala, da je naložbeno priporočilo lahko katerakoli objava, videoposnetek ali katerakoli druga vrsta javne komunikacije, vključno z družbenimi omrežji, ker oseba posredno ali neposredno svetuje ali priporoča nakup ali prodajo finančnega instrumenta ali kako sestaviti portfelj finančnih inštrumentov. Tudi če oseba pri tem uporablja nestrokoven jezik, posredno ali neposredno svetuje ali priporoča nakup ali prodajo finančnega inštrumenta ali kako sestaviti portfelj finančnih inštrumentov, lahko to predstavlja naložbeno priporočilo. Se pravi, tukaj so zelo jasni, posredno ali neposredno. Ja, mislim, sej v prejšnji epizodi smo govorili o kopiranju portfeljev. Tukaj je izjemno tanka linija, kaj je to naložbeno priporočilo, pa kaj ni. In ponavadi se ljudje tukaj ogradijo od tega, da je to naložbeno priporočilo za neko omejitvijo odgovornostjo, ker je ponavadi nek tekst, kjer noter tako glihene 100-krat na različne načine povejo, da to ni naložbeno priporočilo in da naj se ljudje ne ravnajo po tem in da je to zgolj samo za, ne vem, figurativne neke namene prikazovanja ali karkoli. Tako ponavadi to deluje. Zdaj, kar je zelo zanimivo je to, da tukaj v tem primeru na Instagramu seveda to ne laufa, ker ni nobene omejitve odgovornosti pravne, da bi se ti nek tekst, predstavljate tako, kot za zdravila, ki se tržijo, ki se tam posvetujte se pri zdravniku ali apotekarju ali karkoli takega. Tega ni, kle je na suho, opazil sem pa še to, da mogoče malo več o kriptu to govorijo, ker je spet neka siva cona, ker tam je pol kaj zdaj, kdo to regulira, kdo ne regulira, mogoče se malo celo izogibajo govoriti, pošli mi 3 delnice in ti bom povedala, kje je jutri kupne, recimo. Tako da, trenutno je kripto aktualen, na kriptotrgu zdaj prihaja, a si slišal, da prihaja halving, ki bo povzročil bull run in potem se bodo naša življenja spremenila. Tako v bistvu, tako da zdaj nekako vsi rajdajo na tem kriptovalu, čeprav smo imeli zdaj kar konkretno korekcijo, ampak ko punce razložijo, da je to enkratna vstopna točka. Glede na to, da je do halvinga kaj še 5 dni ali prele gor mi neki računajo ali pa se ne bi računali, tako da očitno je časa še dovolj, da še dovolj neumnosti, ko bi rekel, zbluzimo prek raznih social medijev in najdemo milijon razlogov, zakaj se še to ni zgodilo, pa se bo, tako da, kaj ne rečem. Pogosto so pa tudi v bistvu te influencerji, ki tržijo razne te finančne produkte in jih ne razumejo. Jaz mislim, da tudi žrtve lastnega pohlepa in pa tudi konec koncev finančne nepismenosti. Imeli smo, ne vem koliko časa nazaj, mislim, da kakšno leto, a pa celo 2, primer 3 influencerk, ki so bile, ne vem, v nekem reality showu na Pop TV-ju, ne me spraševati katerem, mogoče kakšna kmetija ali pa kaj, ne vem, ki so v bistvu propagirale neko prevaro, izkazala se potem za prevaro, potem so se pa izgovarjale, da v bistvu so bile tudi one same žrtve
in da niso razumele, v kaj konkretno se podajajo. A greva poslušati mogoče obrazložitev, kako je izgledala ta, ker vsi ti videi so zdaj izginili, nikjer več tega ne vidiš, ampak našla sem pa na enem YouTubu, ker je en fant prav v bistvu shranil, nekako posnel je. Ovekovečuje. Tako da dajmo poslušati, kako to izgleda, ko ti influencer prodaja v bistvu prevaro. Profesionalna ekipa, zadeva je varna. Karkoli vas zanima in pišite na Instagram, vam bojo prijazno odgovorili. Ne rabite vedeti nič o kriptovalutah, oni vas bojo peljali čez vse to in vam zadevo razložili. Pri 1000 evrov vložka, naj povem še to, je vaš zaslužek 280 evrov tedensko. Se pravi, pri 1000 evrov vložka je vaš zaslužek 280 evrov tedensko. Ja, kaj ne rečem. To so te čarobni, mislim, da je bila napravljica, ko se spomnim, kako daleč nazaj gre to obdobje magnetnih trakov in kaset. Čarobni tiskalni strojček, ki je tiskal denar. Jaz mislim, da je to. Očitno obstaja, nisem vedel, da je to sam pravljica. Lej, bom probal najdeti. Mogoče na YouTubeu obstaja celo ta čarobni strojček. Jaz se tudi spomnim te pravljice, sem imela kaseto. To je tako, to je. Pač, nekaj daš not, pa skozi tiska denar, pa v enem mesecu imaš že nazaj glavnico in tako naprej. Ne vem, kaj ne rečem. Očitno smo v tem, zdi se mi, da vsakič, ko te trgi malo divjajo in se leta in leta dogajajo te pač lepi donosi in ekscesi in je svet lep, ekonomija cveti, je vedno poplava teh nekih, ne vem, pravličnih rešitev do bližnjic, do milijonov, zdaj že kar milijardno. Tako da očitno se človeštvo ne spreminja in pač se ne uči in pač narava človeštva ostaja enaka skozi cikle. In mislim, da tokrat smo pač samo priča malo drugačni obliki, tako kot je tisti rek, da zgodovina se ne ponavlja, se pa rima. In mislim, da se absolutno rima tukaj. A greva poslušati, kako v bistvu komunicira oziroma kako izpostavlja red flage Platinum ambasadorka, ona je najvišje pozicionirana Slovenka v tej zgodbi. Platinum ambasadorka, to je že kar precej visok. Predlagam, da kar poslušava, kaj je povedala o teh lažnivcih in red flagih. Kako drugi lažejo? Absolutno drugi lažejo. Moraš se zavedati, da je na internetu veliko ljudi, ki ti dobesedno lahko laže v faco. Res je, se strinjam, to je zelo dobro povedala. Zelo veliko ljudi na internetu laže v faco, iz dneva v dan. Ne samo na internetu, na družbenih omrežjih, pa tudi v živo, ko se srečaš s človekom, se ti zlaže direktno v faco. To pa prvič slišim, da se ljudje lažejo v faco. Prvi red flag, ki si te mora pred očmi svetlikati rdeč, ko to vidiš, so tiste stvari, ki ti nekdo reče, ko boš investiral 60 evrov, boš čez 2 dni ven dobil 10 jurjev. Tukaj je zelo lepo povedala, to je red flag in če slišiš nekoga, ki propagira takšne zaslužke, je to znak za alarm. To je odlično povedala. Skrbi pa me, kako v bistvu se sprašujem, kako v bistvu tudi vidim, da tudi te punce, ki sodijo v njeno ekipo, v bistvu propagirajo, ne vem, v parih minutah, kako zaslužijo nekaj 10 evrov, 100 evrov. To ne velja za druge, ker oni ne lažejo, vsi drugi lažejo. To je že v prvi izjavi bilo povedano. Ne? Vsi ti lažejo v fris, ampak tak, to govori očitno ne laže. Ne? A veš, kako? Ne, na začetku smo slišali, kako je punca rekla, da je 1000 evrov zaslužila v enem dnevu. Ja, jaz se delam cinično norca, da vsi drugi se lažejo, da delajo jurja v enem dnevu, sam tukaj se dejansko dela jurja v enem dnevu. To je razlika. Se je logičen, ni to logičen. Ja, seveda je. Greva poslušati drugi red flag. Druga stvar, ki se moraš zavedati, da smo jaz in moja ekipa edini na celem svetu, ne samo v Sloveniji, na celem svetu, ko sodelujemo s platformo, ki je v lasti publicly traded podjetja.
Kar pomeni, da stvari, ki jih povemo, pokažemo, se jih ne moremo zlagati. Tudi po eni strani nikoli mi na pamet ne bi prišlo, da bi se mogla lagati o svojem uspehu in zaslužkih. A veš, ko si prej omenjal Bernieja Madoffa, on je bil predsednik Nasdaka, odbora Nasdaka. Koliko se je ta tip lagal? In to ne malo časa. On je za koliko milijard je okrog prinesel ljudi? Ne vem, ne vem, koliko 10 milijard je bilo vložkov, ali ne vem, če se zdaj se res ne spomnim z glave, ampak edini na svetu je bil, sam en Bernie Madoff, on se nikoli ni lagal. A veš, mislim, že dikcija je taka, da je en zabit na drug stran, a veš, ne. Dajmo mi počas neumnemu človeku razložiti, koliko smo mi cari, koliko se mi ne moramo lagati, kako mi delamo za neko nadnacionalno, najbolj pametno organizacijo in koliko so drugi zabiti. Tako da aroganca tukaj veje ven, tako pismo, kar bruha vulkan nadinteligence klele z tega ven. Sorry, ampak to, da si ti edini na svetu, ki dela za platformo, ki je v lasti publicly traded podjetja, je pa tako malo smešna izjava. Mislim, to je laž, enostavno. Ja, to je laž, to je laž. Mislim, že takoj, če pogledava tlele v Sloveniji, NLB skladi so v lasti NLB-ja, General Investments so v skladi, ki kotira na borzi. General Investments, Triglav skladi, vsi kotirajo na borzi. Že če samo pogledamo tle, a ne? Ampak samo eni so tisti, ki so, ne? Ta izjava Platinum ambasadorka, to ne drži, to je res izmišljena izjava in v bistvu kaže pač veliko nepoznavanje, sploh nepoznavanje osnov. Ma to je a lahko bullshit alarm, bullshit alarm. Dobar. Smešna izjava je, no, skratka. Greva naprej še ta trade flag. Spet, da boljš razumeš, jaz in moja ekipa se ne moramo lagati o nekih zaslužkih, rezultatih, številkah in podobno, kakor ostali po internetu pa se lahko. To ni bil, to je še zmer del drugega red flaga, oziroma še prvega. Ampak me jaz občudujem tukaj uporabljeno dikcijo. Mislim, dejstvo je, da če se ti nadzirana družba in nasploh podjetje, ki je kakor tok, ima neko moralno integriteto, ne da si ti ne moreš, ti se ne smeš. Moraš, ja lahko, vsak se lahko zlaže, ne? Ampak a se res bo, a si je zadal neko etiko, da to ne sme početi, ne? Že moramo, to je tako pač, to je, tako take mehni detajli, ki tako vidiš une razpoke v zgodbi, no? Ja. Tretji red. Pazi, ker vsak lahko na internetu reče, da je kriptoguru, lahko pa da centa ni zaslužil še iz tega. To je res, to ima prav. Vsak lahko na internetu reče, da je guru, pa še centa ni zaslužil. Se strinjam. Veliko gurujev je ratal v zadnjem času in to je prav v bistvu postalo alarmantno. V temle, na TikToku sem zasledila tudi enega fanta, ki se tudi izdaja za guruja, tudi neke delavnice zdaj organizira, spet verjetno za nekaj, ne vem, koliko stane to spet, ne, tako da, ja, veliko je gurujev. Lahko sam komentiram. Tukaj je to samo izključno zgor v funkciji, da ustoliči to osebo, ki to govori, kot nedvomnega guruja, ki je edini poklican, ker se ne more lagati, ker bojda samo on dela za eno, ne vem, listed company in je pravi guru, vsi drugi so fake guruji. To je point tega celega nagovarjanja, ne? Če smo tako iskreni, ne? Down the road, ne? To je v zadju te energije, ki jo čutimo iz tega podajanja. Ne? To me pelje tudi do tretje stvari, ki vam je želim omeniti. In sicer saj preverite, s kom se pogovarjate. Tudi sama imam fake profile od ljudi, ki se pretvarjajo, da sem jaz, vzemajo moje videe, moje slike, se pol pogovarjajo z ljudmi in delajo zelo neetične stvari. O etičnosti, neetičnosti bi tukaj lahko debatirali, ampak imela pa dober point. Preverite, s kom se pogovarjate. To se mi zdi, da je odličen nasvet.
S parimi kliki zelo hitro lahko ugotoviš, kdo je na drugi strani, pa za koga dela. Ne razumem pa, zakaj ta netransparentnost pri v bistvu pač predstavitvi tega, za koga pač sploh delaš konec koncev, kateri produkt sploh prezentiraš oziroma od koga, ne? Ne razumem, ne? Zakaj recimo, tu dvoličnost tukaj vidiš, ne? Jaz mislim, da je to ena zmes shizofrene želje po obogateti in v bistvu sebe, ko bi rekel, na nek način, bom tako rekel, ne, tudi Bernie Madoff je skozi čas pridobil nek ugled, ne, ker je dosti dolg časa nekaj počel. Ne. Čeprav je bil na začetku bolj kuhal knjige, no, po domač povedan na začetku. Ne, in to zdaj pač vemo, going back, ne, govorim še kot računovodja, ne pol, ki se je ukvarjal z borznim posredništvom, pač tudi takrat verjetno pol in tudi naprej. Ne. Ampak to je spet poudarjanje, kako si ti bolj etičen kot drugi, kako je svet okrog tebe umazan, kako morajo oni vse druge preveriti, kako, a ne, zdaj pa, če bi hotel navaden državljan preveriti, bom tako rekel, te osebe, o katerih smo govorili, to ekipo, njihove produkte, s katerimi podjetji sodelujejo, to si moraš vzeti čas. To ni tako, da se kar razkrije na nek način v samem procesu. To ni tako, da v bistvu vsi vemo, da eno je nekaj govoriti, eno je pa nekaj delati. In to je težava, ker očitno danes ta bullshit generator na social medijah dela na full in vsi lahko govorijo vse, karkoli se spomenijo in delajo čist nekaj tretjega na koncu, ko ugasnejo kamero. To je pač dejstvo. Ja, v bistvu s parimi kliki lahko tudi hitro najdeš te osebe, pač, a imajo kakšno podjetje. Vem, da so propagirali, da imajo neko podjetje, pač jaz sem preverila vse te punce, večina podjetij nima, oziroma ena punca ima, mislim, da se ukvarja z manikuro, pa mislim, da s frizerstvom, nekaj taga. Za eno punco sem odkrila, da je zaposlena v neki trgovini, tako da, ja. V glavnem, kje smo ostali? Mislim, da imamo še zadnji del za poslušati, pa dajva še to poslušati. 2 sekundi ti vzame, da res pogledaš, s kom se pogovarjaš, pač pogledaš profil. Sama imam tudi samo en TikTok in samo en Instagram. Ja, res 2 sekunde ti vzame časa, da pogledaš, s kom se pogovarjaš, ampak mislim, da pa tukaj ta punca ni bila čisto iskrena. Mislim, da ima 2 profila, en je v angleščini na TikToku, en je pa v slovenščini, za Instagram pa ne vem. Mislim, ki bomo prišli na tak nivo tehnološke opremljenosti, da bomo lahko z 2-sekundnim svipom podatkov, ki se nahajajo na profilu na Instagramu, ugotovili, kakšna je integriteta osebe, katere lastnice Instagram profila in a sploh je ta oseba, bomo pa ne vem, mogoče zmagali kot človeštvo. To je spet en tak bullshit. V 2 sekundah, ti nič v 2 sekundah ne vidiš. Vidiš profil in da je kao njen, da je kar je slika kao njena, pa ime, maybe ta prav, maybe ni. Mislim, to je kar nekaj, tako da to je brez veze. Tukaj pač z dejanji, pač na dolgi rok, z učinki na, ko bi rekel, stranke, če je to podjetje, se dokazuje podjetje in pač se neka storitev uveljavlja. Tukaj to je kar nekaj nakladanje spet, iskreno povedano. Dajva še poslušati kriminalista Martina Romiha, ki je povedal nekaj na to temo. Mogoče samo še toliko povem, da bo jasno. Martin Romih ni komentiral konkretno tega iGeniusa ali pa te konkretne punce, ampak je govoril na splošno. Tako da dajva poslušati, kaj ima zapovedati še kriminalist Romih. Strani recimo policije ali kakorkoli medijev, druga zadeva pa tudi recimo vlagatelji, preden se že odločajo o nekem investiranju, že morda preprosta, da tako rečem, nekaj minutna poizvedba na spletu lahko da neke rezultate. Tukaj so forumi, kjer ljudje vendarle napišejo, vložil sem toliko in toliko sredstev, dobil sem morda, ne vem, 200 evrov vložka nazaj, sedaj pa so težave z izplačilom, sedaj pa izplačil ni že nekaj tednov, morda mesecev. Vse take zadeve je absolutno pametno, da ljudje, ki se odločajo, preden se odločajo za neke določene investicije, da jih preverijo. In še vedno je tudi bolje, da ljudje svoje premoženje vlagajo v neke preizkušene produkte, ki jih
ponujajo neki finančni posredniki ali banke ali borzno-posredniške hiše za licenco, ne, ki so dejansko, ki so tukaj, ki imajo nad njihovim poslovanjem bdi nek nadzorni organ. Kaj sem hotela reči? Če vtipkaš v Google iGenius Global, v bistvu rata kar hitro zmešnjava, zaradi tega, ker iGenius je neko podjetje iz Italije, ki se mislim, da ukvarja nekaj z umetno inteligenco. iGenius Global je pa tisti global dodatek, je pa v bistvu pač ta platforma izobraževalna, ki ne ponuja nikakršnih AI robotov, niti signalov, niti ne vem kaj, ni pod nadzorom SECA in tako dalje. Ja, seveda je treba narediti domačo nalogo, ne me narobe razumeti. Jaz sem bil sam kritičen, ker v 2 sekundah jo res ne moš narediti. Ne? Tudi v parih minutah pri takih schemah, ki so že skoraj malo predatorske, bi jaz rekel, da ne. Predvsem ugotoviš po 2-3 minutah, da je tako čuden, da je bož, da se temu izogibaš. To pa verjetno ugotoviš v 2 minutah, lahko greš pa še na kakšne forume, lahko malo pobrskaš, hitro bo vam padl marsikaj, in tukaj so tudi drugi resursi, YouTube, v končni fazi tudi, se hit kaj najde gora, tudi social media so ljudje, ki pač izpostavljajo tudi druge stvari, tako da jaz mislim, da zelo hitro pač ugotoviš, da je to nekaj čudenega in da je mogoče bi bož, da se temu ogneš. Je pa tako, da na Googlu se zelo hitro lahko najdeš tudi neke informacije, tako kot si ti, Andraž, rekel, pač, ki nekako malo strižejo z vsem tem, kar te punce v bistvu prodajajo, promovirajo. Če samo zraven napišeš skem, ti vrže kar nekaj zadetkov. Je pa res, da je to, se mi zdi, relativno mlada zadeva, tako da verjetno se bo še nekaj časa ta zadeva kotalila, valila, preden bo v bistvu prišlo do nekega epiloga. Ja, sej iskreno povedano, ko rekel, take scheme cvetijo, ko v bistvu trgi cvetijo. Ponavadi se to pokoplje vse takrat pol, ko je itak jasen, da pač se to podre, ko se trgi, ko domi ne podrejo, se tudi vse to pospravi pa pokoplje. Ja, se je zmeraj bilo tako, točno tako. Zdaj tako, zdaj midva ne ve, nihče v tem hipu ne ve, kaj je v ozadju tega. Na začetku sva rekla, da je sum ali pa da mogoče pri prejšnjem produktu Covera Global je bil nek sum denarne piramide. Tukaj govorimo o nekem multilevel marketingu ali pa nekem mrežnem marketingu, tako da mogoče sam še to, zdaj te punce v teh svojih videih nič ne objavljajo ta mrežni marketing, sicer omenjajo, da služijo tudi s spletom, spletnim marketingom, z networkingom, ne govorijo pa konkretno, kako postati del te ekipe, oziroma ko postaneš del te ekipe, dobiš tudi te informacije. Plačani naj bi bili po nekem binarnem sistemu nagrajevanja, saj če greš v Google pa vtipkaš bonus, rewards ali pa ne vem, iGenius Global, ti bo hitro ven vrgel tudi kakšni so njihovi, kako so nagrajeni. So pa lahko tudi lepi zaslužki, saj vedno je pri teh zgodbah tako, da so tisti, ki so na vrhu, zato pa to počnejo. Lepo služijo. Se ne upravljajo investicijskega svetovanja, to je totalen bullshit. Ne, investicijskega svetovanja verjetno res ne upravljajo. Mislim, oziroma tudi če ga pač tako, kot ga. A greva poslušati sam še policista, kaj je rekel o mrežnem marketingu? Takole je. Pri denarni verigi dejansko ne gre za druga kot za to, da se tukaj obljubljajo tistim vlagateljem visoki donosi ob relativno nizkem tveganju. Se pravi, dejansko tukaj v ozadju dostikrat ni nobenega produkta ali pa je nek produkt, katerega cena je enormno visoka v primerjavi z recimo tržno vrednostjo tega produkta recimo na trgu. In tukaj dejansko potem vlagatelji vložijo svoja sredstva, dejansko pa pričakujejo nek donos, ki pa se jim realizira oziroma ki ga kasneje prejmejo
pa dejansko izvira iz vložka ljudi, ki so sredstva investirali za njimi. Ne? Se pravi, tukaj dejansko se, bom rekel, po verigi navzgor neka finančna sredstva prenašajo od tistih, ki so kasneje k verigi pristopili, do tistih, ki so bili v začetku že člani te verige, če smem tako reči. Ne? Medtem ko pa, in tukaj dejansko ni treba nekega truda vložiti, pač obljuba po visokem donosu je tista, ki motivira ljudi za vlaganje sredstev. Pri dejanskem multilevel marketingu, pa dejansko mrežnem marketingu, pa dejansko gre za prodajo nekega produkta in pač se ta produkt, bi rekel, trži in se ga pač potem tudi dejansko prodaja in tisti, ki ga kupi, dejansko za to prejme nek konkreten produkt po neki ceni, ki je na trgu nekako sprejeta oziroma znana za tisti recimo izdelek ali običajno so to neki izdelki, recimo včasih je v primeru teh tržen bilo zelo popularno, recimo so bile kakšna čistila, kozmetika, posoda in tako dalje. Ne? Se pravi, da ta produkt ni samo krinka, ampak je dejanski produkt. Ja, in potem je mene zanimalo, kako pa je v primeru, če ti prodajaš nek izobraževalni program ali pa neko platformo, kaj pa v tem primeru? A greva poslušati še to? V primeru, ko se tukaj prodajajo neke storitve, kot ste omenili, nekaj izobraževanja, smo na bolj tankem ledu. Se pravi, tukaj lahko dejansko gre za neko krinko, ne? Kjer se pač recimo včasih so se prodajale v preteklosti recimo neke knjige, ne? Ki so imele nerealno visoko ceno, ne? Dejansko so bile zgolj krinka. Ne? Zdaj so lahko to neka usposabljanja, neka izobraževanja, ne? Se pravi, pri teh zadevah je potrebna visoka stopnja previdnosti. Še enkrat, gospod Romih, kriminalist, ni govoril o konkretnem tem primeru, ampak govoril na splošno, ampak že iz tega je v bistvu zaznati, da je potencialno tukaj lahko kar nekaj signalov oziroma red flagov, kot se je izrazila ambasadorka. Jaz bi dodal samo to, absolutno so paralele, predvsem zaradi tega, ker v finančnih storitvah in upravljanju premoženja ni tako, kar v klasičnih produktih, kaj neka hrana ali pa ne kozmetika ali pa karkoli, ker je ta vrednost produkta se toliko izrazi v dejansko dostavljenem donosu ali pripisanem in je merljiva. Zelo merljivo in zelo meritokratsko je v bistvu. Tako da tudi, enkrat sem študiral še na faksu, ko sem bil, koliko je kaj prispeva k blagovni znamki v finančnih storitvah. In sploh po upravljanju, ker sem bil na KD skladih, sem to študiral. In dejansko se je izkazalo, da so bile študije v ZDA, da dejansko realizirani donosi, ki so jih ustvarjali upravljalci, so kreirali blagovne znamke na dolgi rok. Ne? In tukaj je težava, ki jo jaz vidim, da ti lahko izobražuješ, ampak to izobraževanje ne bi eventualno vodilo v to, da ne bi bil tam nek sistem in nekega trajnega ustvarjanja donosa, ki naj bi pa na koncu, v bistvu, ker se sam te namigi ne delujejo danes, ta teden, naš kup to, moraš na koncu nekega robota kao kupiti, ker tisti je ta prava stvar, ne? In je vprašanje, kaj je tam v zadju. Tako da jaz mislim, da v tem primeru je tako res veliko rdečih lučk, da je cela ta shema tako narejena, da čim dlje časa traja, da nekdo ugotovi in pride do meritokratskega, merljivega zaključka, kaj v bistvu je v ozadju tega na nek srednji in dolgi rok. In zaradi tega lahko to laufa zelo dolg časa in zelo težko je zelo hitro dokazati, da je ta stvar dejansko neka ima elemente denarne verige ali pa piramide. In lahko, da bojo preiskave tukaj trajale, če bojo trajale ali če trajajo že danes v tem trenutku. Zelo dolgo časa in veliko dokazov bo treba zbrati, zaradi tega se pa tudi zelo previdno komunicira, mogoče niti ne navaja imen in marsičesa ne, v bistvu. To je zanimivo. No? Ja, takrat, ko sem raziskovala finance s Forex, to je bilo leta 2008, sem bila tudi v kontaktu z FBI-jem, recimo, tako da je definitivno zanimivo tudi to vprašanje za mogoče kakšne regulatorje v Ameriki. To še nisem poslala, ampak zagotovo je pa to kar na mestu, da se pošle. Marja, a nisi ti, ko smo se pripravili na oddajo, povedala, da ne bi se ta družba celo nekaj pogodila z SEC-jem za neko kazen? Ja, sam zdaj se točno ne spomnim, mislim, da je bilo $150,000, ampak ne vem točno, zakaj se je šlo, bi mogla zdaj še enkrat pogledati. Ja.
Zdaj, tako, kar se tiče tega konkretnega primera, policija je pač rekla, da ne more odgovoriti. Zadevo bodo pa preverili v skladu s pooblastili, ki jih določa področna policijska in kazensko-pravna zakonodaja. Če pa se kdo v povezavi s sodelovanjem v izpostavljenem primeru počuti zavedenega ali oškodovanega, pa to lahko prijavi na najbližji policijski enoti, so mi še povedali. Ja. Še to sem se pogovarjala, to recimo ena zanimiva zadeva. Zdaj tukaj sva na začetku omenila, že relativno takoj na začetku, samo sekundo, zdaj malo sem se izgubila. Tlele malo, ja. Vprašala sem tudi kriminalista Romiha, koliko je za teh prevar. Zdaj več prevar, glede na to, da imamo rekorde praktično na vseh trgih, na kriptotrgu, na borzi, zlato je na rekordu in seveda tudi sami te prevaranti so zelo finančno pismeni in tudi zelo spremljajo te trge. Da vas sam poslušati, kaj je kar zanimiv odgovor dal na to vprašanje. Dejansko so storilci kaznivih dejanj vedno precej na tekočem s tem, kaj se v realni ekonomiji dogaja. In vse to je njim, bom rekel, voda na mlin. Ne? Oni dejansko, če se danes v novicah lahko vi ali pa jaz prebereva, ne, da so recimo se zrasli recimo vrednosti tečajev na borzi ali pa da raste cena zlata ali pa ne nazadnje vrednost neke virtualne valute, v vsakem trenutku je lahko ena izmed teh zadev krinka, ne, za recimo vzpostavitev denarne verige. Recimo nekoč so bili to vrednostni papirji, pred recimo 15 leti, ko so bili te rasti zlasti na slovenskem trgu visoke. Kasneje je to vlogo so prevzeli forex trgi, se pravi trgovanje z tečajnimi razlikami. Sedaj imajo tukaj močno vlogo oziroma precej propagira se trgovanje z virtualnimi valutami, s kriptovalutami, ampak to je zgolj krinka. Ne? Pač mi preberemo v časopisu, ja, Bitcoin ima rekordne vrednosti, ne vem, zrasel je toliko in toliko v zadnjem obdobju, potem pa se pojavljajo prevaranti, ki pač ponudijo neko možnost hitrega zaslužka, ne? Poglejte, zdaj je zraslo toliko, zdaj bo še toliko, mi vam to celo garantiramo, ne? In pač mogoče nek neuk vlagatelj je morda bolj dovzeten za tak oglas, ne? In tudi recimo pristopi, ne? Ali pa recimo vplačanih znesek iz tega naslova. Evo, tako da vidiš, prevaranti so zelo na tekočem, točno vejo, kaj se dogaja. Tudi spomnim se, ko sem delala, ko sem se pogovarjala pred leti 2011, ko je bila cena zlata na rekordu, so policisti opozarjali na vlome, povečano število teh vlomov in da kradejo zlatnino, in takrat smo celo našli korelacijo med številom vlomov in pa med ceno zlata. Se pravi, vse skupaj usklajeno. Tako da zelo spremljajo. Veš, kaj sem jaz zdaj, ko sem poslušal tole ugotovil, ne? Da v preteklosti so se pač ljudje osredotočali na neko vroč segment trga, ne vem, delnice, kripto, forex, zlato. Ne? Zdaj tukaj imaš pa silver bullet, se temu reče. Torej, ti imaš izobraževalen sistem za signali, ki na vseh teh trgih tebi govori, kaj, kdaj in koliko moraš kupiti. Od forexa, delnic, kriptota, vse imaš v bistvu. Ne? Vse, all in one imaš v bistvu. Ne? Tako da naučili so se to, da zakaj bi se sfokusirali na en segment, ki utrna vroč, če imamo lahko signale na vseh segmentih in smo skozi hod. Po domač povedan. Sam plačati moraš 162 € mesečno plus 1400 za elit paket. Ja, seveda, ampak ti dobiš vse te trge. 4 v enem ali 5 v enem ali 7 virov zaslužka, ali koliko že točno, ali 8, ali koliko jih je. 7, no, evo, 7, to je, it's a steal, it's a bargain, ne, to moraš imeti, ne, a veš, ne, to je praktično zastonj, ne. Praktično zastonj. Zastonj. Mislim, na koncu bova slišala policista, ki je zelo lepo komentiral praktično zastonj. Kmalu prideva do tega dela. A veš, ker sem rekla, da je bila najprej Covera, pa so se preimenovala Covera Global. Covera drugače je tudi nek sklad v Indiji, tako da to ni isto. Covera je sklad v Indiji, Covera Global je pa čisto neka druga zadeva.
Tako da ta Covera Global je potem se je ugasnil, zaprl, potem, ko so bile neke opozorila, da bi potencialno lahko bila denarna piramida, tam, ko smo na začetku povedala to, potem je nastal Global, iGenius Global, v bistvu isti ljudje so na vrhu še danes, iz tiste Covere so tudi danes na iGenius Global, pa deva poslušati kriminalista, ki sem ga tudi vprašala, je to običajna praksa, da se prelevijo iz enega podjetja v drugo podjetje, malo menjajo imena in v bistvu malo zakrijejo sledi za sabo. Poslušva. Ja. Teh imen je polno, dostikrat vsebujejo take zveneče besede, kot so nek global, kot so finance, kot so, ne vem, ki sugerirajo na neko res možnost visokega donosa in na neko renomirano ime, ki morda dejansko ga ima vsakdo v podzavesti iz nekega finančnega sveta, ki smo ga kdaj slišimo recimo pri novicah. Ne? No, v glavnem, ja, potem, ko v bistvu pa to pride potem v javnost, se pravi, policija preučuje, kakšni regulatorji mogoče izpostavijo, potem pa se v bistvu podjetje preimenuje in nadaljuje z isto prakso. Zdaj, ko smo videla, ko smo na začetku brala, kaj so rekli regulatorji v Belgiji, Franciji in Španiji za Covero, dosti podobna praksa v bistvu se nadaljuje samo pod novim imenom. Seveda tega pa ne morava reči, dokler ne bo kakšen uradni regulator rekel, da obstajajo tukaj kakšni znaki mogoče denarne piramide. Se ni to tako, kot oni risanki, ko oni policaji jih lovijo, pa so te ropari skozi en korak naprej, pa jih že skoraj ujamajo na nekem pomolu, pa skočijo na nek gliser, pa se nekam odpeljajo. Ne? Sej to ni zdaj tako pač, ne? V bistvu imajo organi pregona zmer težje delo, kot tisti, ki to delajo. Ne? Pač morajo jih že toliko spoznati, da predvidijo 5 korakov naprej, preden mi bojo lahko sankcionirali. Ne? Ja, jaz se spomnim, Andraž, jaz sem teh prevar res proučevala, kar nekih je bilo od financa s Forexa do FX Rana, Unajko, zlati procent, sploh ne vem, kaj se je zgodilo s tem, Luxuris, ne, in v bistvu vsakič, ko smo preiskovali te razne prevare, so bili prevaranti vedno bolj predrzni. Se pravi, dejansko je neka prevara, ki se je potem izkazala za prevaro, so bili recimo sponzorji nekih nogometnih klubov ali pa nekih drugih klubov, sponzorirali so tudi nekatere v bistvu znane slovenske, tudi športnike konc koncev. Videli smo jumbo plakate po celi Ljubljani z raznim Unajkom, a ne, ko je bila cela zgodba. Jaz se spomnim, sem šla na Unajko dogodek v Tivolija, ki je bila polna dvorana, folk so prišli z zastavami, vsi so tam plapolali z zastavami, iz vseh držav možnih so prišli in tam je bila res ta čista psihoza, vsi so bili toliko napaljeni, razumeš? Jaz sem bila 8 ur na tistem dogodku, prišla sem takoj zmučena z tistega dogodka, to je bila ena velika pralnica možganov, dejansko. Tako da tisti mi je bil res tak zanimiva izkušnja, no? Ko takole raziskuješ, ja. Cel kup enih stvari je bilo, ko smo to raziskovali, tako da zdaj to obdobje, zdaj, ko imamo res po 15 letih, 15 let že traja bikovski trend, rekord na rekorde, rekordi na rekorde, nič čudenga, a ne, sej je sam vprašanje časa, kdaj bo pač še kakšna prevara se pokazala nekje. Ja, jaz mislim, da je to obdobje sploh, a ne, ker smo zdaj že v nekem bolj poznem delu tega, kakorkoli pač to traja zdaj, ne vem, že 15 let približno, a ne. Težava je to, da ljudje, ki so zamudili, iščejo pač bližnjice, a ne. Pač videli so, da nekdo drug je kaj zaslužil dejansko in pač zdaj bi radi nekaj, kar je nekdo v 10 ali pa 15 letih naredil, ali pa bil srečen, ne vem, ker je dejansko šel, ne vem, Bitcoin kupiti 10 let nazaj ali karkoli. Oni hočejo zdaj to na brzino noter prinesti, ne. In pač to je ta idealen scenarij, da se v enem takem, ko bi rekel, pralnici denarja, ali ne vem, ko bi sploh temu rekel drugače, to, kar se tukaj dogaja, znajdejo. No? To je ena centrifuga, ki še sami ne vejo, kva sploh delajo, kaj se dogaja tam. Ja, se so punce zelo lepo povedali, ni še prepozno. Jaz še ne vem, koliko ni do Halvenga. Nikoli ni prepozno. No, v glavnem, zdaj, ko je prišlo do tega propagiranja vseh teh zaslužkov, ki jih ustvarijo,
tako s kriptom kot s Forexom, zdaj o ETF pa delnicah bolj malo govorijo, ampak Forex pa recimo kripto, to so pa kar opcije, ne, recimo tudi v igri. ja, zelo veliko govorijo o tem, a ne. Sem se tudi vprašala, ok, zdaj ti ful trguješ, vsak dan kopiraš neke signale, kupuješ, prodajaš, a ne. To pomeni, da upravljaš, organiziraš dogodke, organiziraš Zoom klice, se pravi, imaš neko dejavnost, opravljaš neko dejavnost in potem sem se vprašala, ok, a te punce potem plačujejo tudi davke na kriptovalute, ker opravljajo dejavnost trgovanja. Zdaj, če pojasnilo z finančne uprave, v skladu s pojasnili finančne uprave Slovenije štejemo, da je posameznik dohodek pri trgovanju s kriptovalutami ustvaril za opravljanje dejavnosti, če ga je dosegel s trajnim, neodvisnim in samostojnim opravljanjem dejavnosti. Se pravi, v tem primeru pač plačaš davek. Torej, punce bodo mogli davek plačati. Če se s tem poklicno ukvarjaš po domač pojem, da ljudem razlagaš, kako bojo obogateli in milijonarji ratali, če poenostavim, tako se jaz to razumem. Ja, jaz bi rekla, da je to opravljanje dejavnosti. Ampak od Fursa še čakamo odgovore. Zdaj, glede na to, da gre tudi za neko mrežo, MLM, mrežni marketing, tudi tukaj ustvarjajo nek zaslužek, tako da... to je del tega. Ja, tudi to je treba, tudi od tega je treba plačati davek, ne. No, pa dajva pogledati, kaj so povedali oziroma zapisali na spletni strani Fursa. Vsako plačilo za opravljanje aktivnosti fizične osebe kot člana mrežnega marketinga, ki ni ugodnost in ki ga fizična oseba ne doseže kot fizična oseba z opravljanjem dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik, se obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Torej, obdavči se kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. O vrsti dohodka oziroma način obdavčitve za vsak primer posebej presoja glede na vsebino in način opravljanja dela, pri tem pa tudi ugotavlja, ali se delo opravlja na neodvisen ali odvisen, samostojen in trajen način, so zapisali na spletni strani. Tako da tlele zagotovo je tudi nekaj prostora za finančno upravo, da v bistvu da dobi oziroma da zahteva plačilo davka na vse tiste kriptovalute, trgovanja in pa mrežni marketing. Sej dejstvo, da če prejmeš dohodke iz nadomestila ali pa provizij, ki si jih prislužil v MLM marketinški schemi, valjda boš mogel davke plačati. Samo Andraž, jaz se tukaj sprašujem, kako ti oni splačajo to? A samo preko njihove platforme, ker te punce večinoma nimajo neko svoje podjetje SP? Ja, lej, sej imaš več možnosti, kako lahko izplačaš, ne? Ali v fiatu, ali pa v kriptotu, ne? Ali pa v naravi, če to možnost. Ti preko platforme verjetno da tale, predvidevam, ne? Ne vem, mislim, kaj pa jaz vem, kako. No, glavno me zanima. Ja, kapital dobiš, funded account imaš tam, ne? Se to je najlepše, ne? Pač dobiš očitno na trgovalni račun kar nek znesek gor. Sej mogoče pa neka kombo scena. Nekaj začneš investirati, druge not prineseš, ko si jih 20 not dobil, dobiš tam denar in ti robot začne upravljati in potem robot si jemlje provizijo, ti pa postaješ milijonar, ne? Očitno je pa to ni tako, da so zdaj kar vsi na robotu. Zanj, če je ena punca razlagala, da zdaj, ko je bull run, da ona pa ne uporablja robota. Je pogledala, da je predrag ali kaj? Ja, po moje predrag. Ampak ni tako, da zdaj kar vsi z robotom delajo. Čeprav se hvalijo, kako fajn robot dela namesto njih, ne, ampak večinoma kopirajo tiste signale, odprejo same preko raznih teh Coinbase-ov in drugih platform račune in kupujejo. Marja, lahko nekaj vprašam. Ali kjerkoli naveden javno transakcijski račun, kamor oseba nakaže denar? A si ga zasledila kjerkoli? Ja, v bistvu javno ne vem, če sem ga zasledila, ampak ali je v LinkedIn bio, to je kakšna spletna stran? Ko ti klikneš, te pele na podstran, ker je jasno izpisano, preko koga vstopaš v to zgodbo. In potem te pele skozi celotni proces do plačila. Tako da, zdaj kako je pa tam naprej, lahko pa še druga stvar. Ali so ljudje prijavili svoje trgovalne račune ali karkoli taga v tem smislu? Ja, zdaj te Coinbase in ne, to ne rabiš prijaviti. To ne rabimo, ok. Ni treba, ampak
hočem to reči, to se kar nekam nakazuje en denar in jaz sploh ne razumem naivnosti ljudi, da ti en da, ne vem, neko ameriški Swift kodo z nekim naslovom in nakažke ali ne vem, kam se sploh nakazuje. Ne vem, zaradi tega, ker jaz svojih osebnih podatkov ne bom tukaj puščala in ne znam ti odgovoriti na to vprašanje. Tako da, v bistvu je noro, vse skupaj je to malo noro. To, da ljudje to počnejo, je dejstvo, da počnejo samo zaradi ene enostavne stvari in temu se reče pohlep in pač tako je. Ni nekih drugih, rekel, višjih ciljev tukaj. Vsi, ki so tukaj noter, so zaradi pohlepa. No, pa dajva poslušati še zadnje zaključne besede, misli našega kriminalista Romiha. Jaz, če bi še enkrat lahko poudaril, bi rekel to, da kot Angleži rečejo, there's no free lunch, ne? Se pravi, obljube visokega donosa, z malo truda, malega vložka in garantiranega donosa so nerealne obljube, to je potrebno vedeti. No? Dejansko na ta način se lahko morda vsakdo izogne kakemu oškodovanju, če pa do njega pride, pa pač čim prej podati prijavo na policijsko postajo, na najbližjo policijsko enoto. K temu bi nekako, k tej previdnosti bi nekako pozval morda vaše poslušalce. Zdaj, v konkretnem primeru tukaj nisem zasledila, da bi nekaj garantirali, a ne, samo pač pravijo, da z pač temi investicijami si lahko zagotoviš boljše življenje, zakaj bi hodil v službo od 9 do 5, zakaj bi delal za minimalno plačo, če lahko z tradanjem zaslužiš lep denar, potuješ po svetu, uživaš življenje in tako dalje. A ne, tako da, ja. To je to. Tako. V stari Jugoslaviji bi rekel obečadnja, ludokradovanja, to je to. Torej, veselite se, verjemite v pravilce in nakazujte denar na TRR, tukaj le je, evo, ne vem, kaj ne rečem. Dejansko, ja, mislim, tukaj je toliko čudnih stvari, na katere bi mogel biti pozoren. Sam pač ljudje na koncu, če uno čustvo prevlada, se bom dal not sam to, kar lahko zgubim, a veš, sej bom probal, pa bom videl, vse vem, da je piramida, ampak se da zaslužiti, vse vem, da je to brez veze, ampak bom namočil 20 drugih za to, da me je zaslužil, a mislim, pač, kako že pravijo, pač 100 ljudi, 100 čudi, jaz temu rečem, ne. In na koncu je dovolj, da se jih pač dovolj vključ, relativno, na koncu rečeš, se ni treba, da se večina ljudi človeštva vključi v kaj taga, ampak dovolj je, da se jih 1-2%, pa eni fino služijo, drugi pa pač nič na koncu tega nimajo. Zdaj ta zadeva je relativno še majhna, zdaj po teh podatkih neuradnih 320 članov ekipe naj bi bilo pri Financas Forexu, ko so se zganili tudi organi pregona, čeprav zdaj so se tudi, se mi zdi, da se bojo angažirali, je bilo več, mislim, da čez 10,000 ljudi v tej zgodbi. Pa smo imeli še OneCoin, pa Unai, ko smo imeli, to je bilo več 1000 ljudi v tej zgodbi, v OneCoinu sploh ne, tako da. Ja, pa se mislim, tim tako rekel, 1500 €, 100 ljudi ti jih nakaže, pa več denarja za kadarkoli v lifeu videl, ne? Za nekatere, ki so vpleteni. Sam se mi zdi, da one v bistvu targetirajo predvsem mlade. Zdaj se jaz tudi tako vprašam, koliko mladih pa ima 1400 € plus 186 € mesečno. V bistvu je po moje kar težko to prodati. No? Se mi zdi, da se kar matrajo. No? Mislim, mora biti blazen sistem, ne? Moraš verjeti blazno, da boš ti zaslužil. In očitno mora biti neka spletna stran in nek dashboard, kjer se tudi vidi, da si to zaslužil. Sej drugače to absolutno ne funkcionira. Ne? Ja, sej ti v bistvu imaš svojo platformo, katero koli si izbereš. Ne vem, kva imajo Tio neki, Markets ali kva imajo že pa. Recimo. Sej tukaj lahko prihaja do marsičesa, jaz zdaj ne vem, s katerimi kovanci se tukaj dela. Vsi vemo, da je pač teh kovancev malo morje, da se dogajajo manipulacije teh tečajev gor dol, res ni problem, no.
z enimi 20 uri tam nabiti nekaj v kovancu stratosfero gor in enemu pokazati, kako je prišel v Valhalo večnega, ne vem, kvaži veselja in radovanja. Ne? Tako da, ne vem, kaj naj ti rečem. Pač tukaj je veliko stvari, ki je nejasnih in netransparentnih, ni transparentno, kakšni donosi so nastali, koliko gre denarja v samo investicijo, koliko požre cela schema okrog tega, kje je denar, kdo ga upravlja, kdo ima licence, kdo ima dovoljenja, nič, kaos, totalen. V glavnem je pa zanimivo tudi to, da te punce so zelo, kot bi bile klonirane njihove izjave, v bistvu vse na isto špuro. Samo 1% ljudi na tem svetu ve, da se bo zgodil, ne vem, čez 10 dni halving. In to sem zasledila v hrvaškem jeziku, slovenskem jeziku, v angleškem jeziku. Tako da ta zgodba nekako dobijo navodila, zdaj jaz nisem šla noter, dobijo navodila, kako morajo v bistvu pripraviti. To je očitno vse, scenarij je napisan, kakšen je protokol, kako je treba delati in kaj se dela in kaj se izpostavlja in verjetno dobiš tudi nekaj, ko bi temu rekel, vsebino, no? Tako da je evidentno, ker je nemogoče, tako kot si ti rekla, da bi bila taka harmonična povezanost popolnoma nepovezanih ljudi, ki bi vsi isto govorili. To je nemogoče, pač. To pomeni, da je nekaj organiziranega in da je nek način sistematičnega usmerjanja, no? Pač ne more biti drugače. Ja, konkretno tukaj za Slovenijo, mogoče samo še to, če lahko menva, je bil Anthony Napolitano, je bil tudi v Sloveniji, ker je pač predstavil, Bog ved kaj, verjetno, kako je on uspešen, kakšen milijonar je in ne vem kaj, tudi sam se tako prezentira. Mislim, da ima tudi spletno stran, ki se reče The System, ker ti v bistvu razloži, kako v bistvu novačiti, rekrutirati nove ljudi v ta sistem noter. V bistvu se niti ne ukvarja toliko s samim produktom, bolj se ukvarja z sistemom rekrutacije. Meni ta Anthony spominja na uno osebo z une Netflixove serije Bitcoin, ki so imeli tudi v bistvu neki so razvijali en produkt, v kriptomrznici so imeli ICO, pa itak nič niso imeli, vse je bilo, mislim, pač neki so se trudili, ampak ne vem, vse 99,9% je bilo fake, pa dva Makedonca sta jim razvijala nek software na koncu. Tako da Anthony mi deluje tako, kot un tip tam, nek naduvan, s testosteronom poln tip, mlajši, uspešen kao, vse ve, on govori tako hiter, da itak razumeš, navid do konca, tako tip, tako prav stereotipen človek, ki bi ga pričakoval, da mora biti tam, ali pa če hočeš podoben lik je bil, ga je igral v filmu Boiler Room, tale Ben Affleck. Pejte gledati film Boiler Room, drugače, mogoče na stare čase se je že malo star. Kaj unim razlagal, ko pridejo mladi brokerji, pridejo v službo, pa en reče, najprej jih vpraša, a ste naredili izpit za brokerja, kaj že Siris, ne vem kva, si ali karkoli pa že v Ameriki. In dva dvigneta roke, ja smo naredili, poznamo pravila in rečete, vidva se spokajte ven, takih ne rabimo tukaj. Tistih pravila poznate, takih ne rabimo tukaj, mi rabimo sad take, ki šli čez trupla, da bi služili denar, ne. In točno to je bilo, pač klicali so folk in jim spulali so jim ta zadnje cente, evre za delnice, in ena scena v tem filmu je zdaj že malo spoilam, ker je en šel preverjati te podjetja, ker je sam tako, nek znak je visel na, tako se je mal zibal, kao, ker ne bi bil headquarters neke firme, ki so jo oni tržali, kao, tako da, mogoče lahko tudi kakšen film pač malo na zabaven način, tako da če pogledate Bitcoin pa Boiler Room, bo tako lahko imate en večer, ko bi rekel, zabavnega izobraževanja, ki vas ne bo prav veliko stalo, zagotovo pa ne 1500 €. Ja, Andraž, to je to, bova zaključila, zgodbo bomo še naprej spremljali, članek je bil objavljen o tej zgodbi, o teh influencerjih oziroma vplivnežih, ki obljubljajo sanjske zaslužke, tudi na Bloomberg Adria, link do članka bom objavila v opisu epizode. A je še kaj takega, Andraž, kar morava povedati? Ta celotni pogovor, pol ure smo se pogovarjali s kriminalistom, bom tudi objavila
slišala v celoti. V opisu epizode bo tudi povezava do opozorila ATVP-ja, tako da bo še to objavljeno v opisu epizode. Andraša, še kaj takega, kar moramo povedati? Po pametne. Po pameti ne mečete denar stran za neumnosti, ampak ga raj pametno investirate v neke kvalitetne stvari, ne pa v stvari, ki nobenemu nič ni jasen, kaj sploh ne bi se dogajalo v zadju, no, iskreno povem. Tako, če ne razumete, pustite to primer. Ja, ok. Najlepša hvala za debato. Hvala tudi vsem, ki ste bili danes z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.